Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne slovenjebistriške kabelske televizije v prvem tednu februarja ali svečana, ki ga bodo kljub temu, da je najkrajši mesec v letu, zaznamovale številne prireditve. Na lokalni ravni bodo že tradicionalno ob slovenskem kulturnem prazniku na Slavnostni akademiji vročena priznanja Štefana Romiha z področja ljubiteljske kulture. Nato sledi Valentinovo, praznik zaljubljencev, v pustne maske pa se bomo prelevili šele konec meseca. Sicer pa je običajno okrog svečnice, ki ga imenujemo tudi praznik luči, zelo hladno, tako da letošnja zima ni nobena izjema. Izjema pa je bila pretekli teden razglasitev športnika leta za preteklo leto, naziv pa sta si priborila atletinja Babšek, ki je letos že tretjič prejela ta laskavi naziv, prvič pa je na zmagovalne stopničke stopil judoist Vito Dragič. In o čem bo tekla beseda v informativni oddaji tega tedna? Slovenjebistriško čebelarsko društvo sklicalo zbor svojih članov. Na koncertu glasbene šole Slovenska Bistrica nastopili njeni nekdanji učenci. V policijskem poročilu o vlomih, poškodovanjih tujih stvari, telesnih poškodbah, goljufijah in drugih dogodkih. V športu o razglasitvi športnika leta in drugih nagrajencih. V rubriki Lokalne novice poročamo o nedavnem občnem zboru slovenjebistriških čebelarjev in koncertu glasbene šole. Za petek 27. januarja je predsednik slovenjebistriških čebelarjev Maksimilijan Prah sklical redni letni zbor članov z naslednjim dnevnim redom. Za prijetno vzdušje so v uvodu poskrbeli ljudski pevci. Bolje biti čebelar, Nato je sledila podelitev priznanj zaslužnim članom.
Po izvolitvi organov zbora so o delu preteklega leta poročali predsednik, tajnik, gospodar in upravnik Čebelarskega centra. V nadaljevanju so sledila poročila predsednika za zdravstveno varstvo čebel, vodje vzrejne postaje, čebelarske učne poti, inventurne komisije, nadzornega odbora in verifikacijske komisije. Nadaljevali so z razpravo, predstavili pa so tudi aktivnosti za tekoče leto. Izvolili so še delegate za udeležbo na regijski in državni ravni, beseda pa je pripadla tudi gostom. V svoje vrste pa so čebelarji sprejeli nove člane. Že tradicionalna vsako leto slovenjebistriška glasbena šola vabi na koncert, na katerem se predstavijo izvajalci, ki so bili nekoč tudi učenci glasbene šole. Letošnji koncert z naslovom Nekoč in danes je izvedlo 14 glasbenikov, ki so preigravali dela klasične glasbe. Nekateri med njimi so že zaposleni, drugi pa izpopolnjujejo svoje glasbeno znanje, bodisi doma ali na tujem.
Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Obravnavano je bilo 8 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine, 1 telesna poškodba, zatajitev, goljufija, poškodovanje tuje stvari in nasilje v družini. Slovenska Bistrica. Iz odklenjene stanovanjske hiše je neznani zmikavt ukradel kovinski hranilnik in nekaj nakita. Škoda je za 1000 evrov. Na banki je občan po plačilu obveznosti izgubil 500 evrov. Ker najditelj ni prijavil najdenega denarja, je občan podal predlog za pregon. Na parkirnem prostoru je neznani nepridiprav na več mestih poškodoval osebni avtomobil in lastniku povzročil za 1000 evrov škode. Škodo pa je nekdo povzročil tudi lastniku parkiranega tovornjaka, saj je ukradel več avtomobilskih delov. Škoda je za 300 evrov. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 18 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 68 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 9 vozniških dovoljenj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 6-krat, obravnavali pa so še požar na avtomobilu in hudo telesno poškodbo pri padcu s sanmi. V športni dvorani v Slovenski Bistrici so v petek 27. januarja slovesno razglasili najboljše športnike občine Slovenska Bistrica za preteklo leto. Na prireditvi, ki jo je tudi tokrat organizirala Športna zveza občine Slovenska Bistrica v sodelovanju s tednikom Panorama, so v različnih kategorijah, največ med mladimi upi, skupaj podelili kar 209 priznanj. Slavnostni govornik je bil Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica. Športnik ne nastane kar tako čez noč. Ob talentu je potrebno veliko dela, odrekanj, vztrajnosti in potrpežljivosti. Potrebna so velika finančna in druga materialna sredstva in pogoji organizacijskega in strokovnega dela v športnih kolektivih. Zato potrebujemo pomoč in sofinanciranje strani sponzorjev in donatorjev. Sredstva lokalne skupnosti v okviru občinskega proračuna in prispevke staršev. Pričakujemo, da bo tudi država Slovenija spoznala vlogo, pomen in uspehe športa in s finančnimi olajšavami nagradila sponzorje športa, tako v okviru davčnih zadev, kakor seveda dohodninskih olajšav. Hkrati pa prilagodila finančno in davčno zakonodajo potrebam in možnostim klubom v lokalnih skupnostih, kjer ljudje v glavnem volontersko opravljajo svoje delo, brez katerega pa ni teh uspehov. Najprestižnejši priznanji sta prejela atletinja Saša Babšek in judoist Vito Dragič. Saša Babšek, članica Atletskega društva Slovenska Bistrica, je v letu 2016 kljub težavam s poškodbami dosegla odlične rezultate v troskoku in 3. leto zapored postala športnica leta. Če zdaj pogledam nazaj, lahko rečem, da vse se zgodi z razlogom. Sicer tega razloga še nisem odkrila, upam, da se bo to povrnilo in ta razlog pokazal letos, da bo letošnja sezona toliko boljša. Drugače pa res, že na prvi tekmi v zimski sezoni sem si nabila peto, tako da sem tekmovala celo zimo z nabito peto, potem v poletni sezoni, ko je vse potekalo super, res napredovala, potem pa žal zadnja stegenska mišica in potem sem mogla dosti tekem izpustiti in kljub temu sem pač upala in naredila iz tega, kar se da najboljše. Zato ste tudi rekli, da upate, da bo več sreče in zdravja letos. Kakšni so torej načrti, kakšni so cilji? Ja, najprej, če se dotaknem te zimske sezone, lahko rečem, da sicer zdaj se mi še malo poznajo posledice lanske poškodbe, ampak jaz mislim, da kljub temu lahko zdaj po zimi že naredim dober skok, da lahko dober rezultat naredim na balkanskem prvenstvu in pa tudi mislim, da če v bistvu bom imela tisto srečo, ki jo potrebujem, lahko tudi skočim normo za evropsko prvenstvo. Drugače, v poletni sezoni pa imam popravni izpit na univerzijadi, ker mi je pred 2 letoma malo svalilo do finala.
In kakšen izid oziroma kakšen rezultat bi radi dosegli na tekmi na prostem? Ja, sigurno bi se rada približala oziroma preskočila 14 metrom, da bi pokazala in sebi dokazala, da tisto ni bila zgolj sreča pred 2 letoma. Prvič so za najboljšega športnika izbrali člana judo kluba Impol Vita Dragiča, ki je lani v kategoriji nad 100 kg blestel na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Ja, občutki so vedno posebni, ko dobiš neko tako lovoriko oziroma tako nagrado. Upam, da bom lahko še naprej vzor športnikom, kot sem bil do zdaj. Je pa res, da Bistrica je mesto športa, tako da imamo športnike vedno podporo od ljudstva, od ljudi, tako da nekih posebnih občutkov, kar jih že prej nisem doživljal v Bistrici, zdaj ni. Ampak, tako sem rekel, rad se pokaže še pred drugimi športi, da vidijo, da se delo poplača. Žal vas trenutno nekoliko pesti poškodba, zato je tudi težje načrtovati naslednje tekme. Ja, trenutno imam desno koleno poškodovano že iz lanske sezone, imam strgano stransko vez, levo koleno pa še čakamo izvide magnetne resonance, ker se mi je na zadnjih parih tekmah spontano začelo boleti, brez nekih udarcev, da bi lahko že naprej malo posumili, kaj je, tako da čakamo izvide in potem naprej navodila doktora. Priznanje za ekipo leta 2016 v individualnih športih je prejel judo klub Impol. Med kolektivnimi športi pa je bila najboljša članska ekipa Futsal Kebel. Častni gostje so bili predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, generalni direktor Direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Boro Štrumbelj in judoistka Ana Velenšek, bronasta z olimpijade v Rio. Prireditev so popestrili učenci osnovne šole Pohorskega Odreda in glasbene šole Slovenska Bistrica ter dijaki srednje šole Slovenska Bistrica in kot poseben gost Slavc Kovačič.
Spoštovani, vremenoslovci sicer napovedujejo odjugo, vendar kljub temu ne pozabite na zunaj živeče živali. Vso pozornost pa namenite razmeram na cesti, saj bodo v teh dneh morda še bolj nepredvidljive. Ostanite zdravi do prihodnjega tedna in srečno!